Dragi gledalke, cenjeni gledalci, predvsem pa mladi košarkarji, ki se boste merili v tekmovanju Basket for Kids pod okriljem Sport Klub Slovenija, lepo pozdravljeni. Čaka nas nova, druga sezona regijskega košarkarskega tekmovanja, ki bo zmagovalca slovenskega dela popeljalo na zaključni turnir najboljših ekip iz vseh držav, kjer domuje Sport Klub. Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora in Makedonija imajo prav tako svoje turnirje in najboljši se bodo prihodnjo pomlad pomerili na zaključnem turnirju. Že prva sezona je pokazala, da smo s tekmovanjem za košarkarje do 13 let naredili korak v pravo smer, kar so potrdili tako košarkarji, njihovi trenerji, starši ter tudi ambasadorji programa. Lani smo na košarkarskih tekmah Basket for Kids lahko spremljali Sanija Bečirovića in Matjaža Smodiša, letos pa bo mlade upe na košarkarskih igriščih spremljal Erazem Lorbek, ki ga seveda pozdravljam v studiu ob vodji programa Basket for Kids v Sloveniji, Mihi Penko. Lepo pozdravljena oba. Erazem, najprej je vprašanje zate, kaj je tisto, kar ta trenutek počneš, s čim se najbolj ukvarjaš? Marsikaj, med drugim pa seveda spremljamo otroška tekmovanja, kjer so tudi vključeni moji otroci. Torej predvsem starševske obveznosti ta trenutek. Česa se mogoče zdaj, ko je pravzaprav kariera za tabo, najbolj spominjaš? Kaj so tiste stvari, tisti uspehi, na katere večkrat pomisliš? Ja, vse od otroških let pa do zadnjih let kariere. Vsi uspehi so pomembni po svoje. Seveda, začetki so verjetno najbolj pomembni. Kako pa se spominjaš ti teh začetnih let, prvih let? Pravzaprav, kaj je bilo tisto najpomembnejše mogoče pri enem košarkarju, ki odrašča? Seveda v prvi vrsti druženje z sovrstniki, tekmovanja proti vrstnikom, seveda tudi potem odraščanje eden z drugimi in seveda zmage in porazi. Zanimivo je, da si pravzaprav starš 3 otrok, najstarejši je toliko star, da je izjemno primeren seveda tudi za to naše košarkarsko tekmovanje. Kako starš poizkuša ostati starš? Biti po eni strani pedagog, seveda spodbujati svojega otroka, po drugi strani pa mu tudi dati kakšno košarkarsko lekcijo. Ja, danes otroci vidijo veliko več košarke, kot smo mi v mlajših letih. In tako da tudi več vejo. In mislim, da najlažje se jim svetuje tako, da se jim kar pove, tako kot starš vidi. Seveda tudi starši tekmujejo po eni strani, ob gledanju svojih otrok in mislim, tako jim najbolj pomagamo. Kot vzornik boš seveda ambasador letošnjega projekta. Se mogoče sam spominjaš kakšnega vzornika, koga, ki je v tistih tvojih mladih letih pristopil do tebe in dal kakšno spodbudno besedo, ki ti je ostala v spominu? Ja, recimo eden izmed takih je Ranko Žeravica, ko smo igrali Evropsko prvenstvo do 20 let, ko smo osvojili zlato medaljo, je pristopil in mi dal dobro lekcijo. Rekel je, Erazem, samo igraj se, medtem ko igraš tekmo in prav je imel. Mislim, da je zelo pomembno za mlajše vrstnike, da se čim več igrajo med tekmami in tako se bojo največ naučili. Dejansko ta sproščeni odnos ti da tudi ljubezen do košarke. Miha, kaj lahko rečemo o letošnjem tekmovanju? Kaj se bo letos dogajalo v tekmovanju Basket for Kids? Ja, celotna regija, ki jo zajema Basket for Kids tekmovanje, zajema seveda tudi Hrvaško, Srbijo, Črno Goro, Makedonijo, Bosno in Hercegovino. Lani smo v tekmovanju videli 96 klubov, letos jih bo kar 170 po celotni regiji. Slovenski sistem smo zadržali na 16 klubih v 4 različnih skupinah, tako da bomo v 2 vikendih v decembru odigrali vse te tekme, potem v letu 2019 še zaključni turnir četverice. V Sloveniji dobili bomo enega prvaka, ki ga bomo potem poslali
na nek zaključek celotne regije, torej še s prvaki iz vseh ostalih držav. Razporedi so znani, kako bodo klubi tekmovali, bomo izvedeli kasneje. Znani so seveda tudi ambasadori. Ja, prav gotovo. Tukaj gre velika zahvala Erasmu. Mi smo se takoj spomnili na njega, kjer je pač v zaključku kariere, tekmovalne kariere. Erasm je eden izmed tistih naših košarkarjev, ki so ne samo videli, ampak tudi občutili in evropsko in pa svetovno košarko kot tako, pa tudi ne nazadnje košarkarsko slavo in vse, kar prinesejo uspehi, poleg vsega, kar je Erasm doživel v svoji karieri. Mislim, da bo s svojimi izkušnjami lahko veliko doprinesel našemu projektu, nam kot organizaciji malce svetoval, hkrati pa seveda predvsem računamo na kakšno njegovo besedo dobro in košarkarjem na igrišču, pa tudi trenerjem, kako usmerjati te mlade fante. Nabiranje izkušenj je seveda izjemno pomembno. Če govorimo o tem košarkarskem tekmovanju Basket for Kids, so ravno izkušnje, ki jih mladi pridobijo na tekmah, tiste ključne, za kar počnemo projekt. Absolutno drži. Mi smo se že na prvem sestanku pravzaprav dogovorili, da skušamo nekako slediti želji, da igrajo vsi fantje približno enako, oziroma da ima vseh 12 košarkarjev v kadru možnost igre, da niso zamenjeni, če zgrešijo en met, če zgrešijo zicer, če zapravijo žogo ali pa napačno podajo. In ravno zaradi tega smo vse elemente samega sistema igre prilagodili na to, da morajo čisto vsi igrati. In tukaj skušamo vzpodbujati tudi neko načelo fair playa, torej da vsi košarkarji dobijo določeno minutažo, da se lahko pokažejo na samem igrišču. Imam občutek, da otroci pri teh 12-13 letih so še toliko bolj jezni sami nase, ko odigrajo slabo, ne znajo vzeti tega v kontekstu časa. Kaj kot starš lahko svetuješ otroku, ki odigra mogoče kakšno tekmo majčkeno slabše? Predvsem starši postanemo trenerji, kar tudi ni napačno. Mislim, da najpomembneje je, da starš spremlja, da sodeluje z otrokom in mu da nasvete, pač kolikor jih lahko da in kakor vidi. Pač otroci pa imajo vedno več priložnosti, ker je vedno več tekmovanj in mislim, da smo tako bolj napredovali in to so super ideje, takšna tekmovanja. Ja, ne nazadnje je tudi Basket for Kids nekaj, s čimer gradimo košarkarsko skupnost, kot radi rečemo. Prav gotovo. Čisto vsi košarkarji, ki so vključeni v tekmovanje po celotni regiji, bodo prejeli tudi enotne, da tako le rečem, drese, Basket for Kids, dvobarvne drese. Glede na izkušnje iz lanske sezone, informacije, ki jih imamo, vemo, da so potem te drese zelo radi nosili tudi na samih treningih. Obenem pa gre tudi na neko združevanje regije, zlasti v košarkarskem smislu, da padejo te meje, da se fanti potem med sabo družijo in da je tekmovanje pomembno je, kdo zmaga, absolutno, ampak hkrati tudi to, da pridobijo neko izkušnjo in da igrajo proti košarkarjem iste starosti iz drugih držav. Pomembno dejstvo je seveda tudi, da smo ne nazadnje televizija, kar pomeni, da je medijska pozornost tovrstnega projekta velika. Točno tako, ne. Smo le televizija, imamo tudi zelo dobro obiskano spletno stran in skušali bomo izkoristiti čisto vse platforme, ki se ponujajo v tem modernem svetu, da pripravimo kar se da največ materijala, izjav, komentarjev iz teh akterjev, torej iz teh tekem, ker sem prepričan, da bomo čez 7 let recimo brskali po arhivu in iskali mora biti kakšno tekmo, pa kakšnega košarke, ki se bo dokazal, upam, srčno si želim tudi na nivoju Erasma Lorbka v naši reprezentanci, torej da bo dokazan tako v državni, evropski in pa ne nazadnje svetovni košarki. Ja, jaz sem prepričan, da bomo v naslednjih desetletjih brskali te arhive prvih sezon Basket for Kids in iskali katerega izmed zvezdnikov. Hvala še enkrat obema za obisk v studiu. Seveda smo izjemno veseli in ponosni, da imamo Erasma za ambasadorja in da ga bomo letos videli na tekmah v mesecu decembru. Hvala tudi vam. Hvala. Sedaj pa je čas, da se spomnimo, kako je lani potekalo veliko finale. Torej, kako je bil lani zaključni turnir v Domžalah in tisti v Beogradu. Pa pogledamo. Štirje turnirji v Sloveniji za 4 zmagovalce. Toda lovorika je bila na voljo samo za najboljšega na zaključnem turnirju, ki se je odvijal v Domžalah. Zmaga je prinašala vstopnico v mednarodno konkurenco in pot v Beograd. Tekom treningov med tednom smo se s fanti pogovarjali. Ta turnir smo se zavedali, da težko zmagamo. Lahko smo pa najboljši kolektiv in naš cilj je bil biti najboljši kolektiv in jaz upam, da nam bo to uspelo. Marsikje je odločala zadnja žoga, tudi strelska forma in jasno dobra obramba. Košarkarji so se borili, trenerji pa so poskrbeli, da so priložnost za igro dobili vsi igralci. Turniri so pomembni zaradi tega, da otroci čim več igrajo, da se, bom rekel, družijo in igrajo tekmovalno košarko. V našem klubu smo zelo ponosni, da organiziramo ta turnir. Z nami pa so bili tudi ambasadorji slovenske košarke.
bom še enkrat več izkoristil priložnost in pozdravil Sport klub s tole čudovito idejo. Mislim, da je prijateljstvo, združevanje in spoznavanje stranski ključni del mladih košarkarjev oziroma športa za mlade na splošno. Zelo pomembno, da imajo te tekme, da imajo ta druženja, kajti samo na tak način lahko vidijo, koliko dejansko napredujejo. Druga stvar pa je ravno to, da se nekako vzpostavijo ta prijateljstva, kjer imaš prijatelja v vsakem koncu Slovenije, recimo kamorkoli greš, se lahko na nekoga obrneš. Domžalčani so se izkazali z organizacijo zaključnega turnirja, a na igrišču niso poznali milosti. Čist preprosto, jaz sem rekel, fantje, če si boste zaslužili, greste v Beograd. Upravičili so vlogo favoritov in Belingarjev tim je postal prvi zmagovalec Slovenije v Basket for Kids. Prva sezona Basket for Kids je poskrbela za velik uspeh v celotni regiji. V tekmovanju, ki se je odvijalo od Slovenije preko Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore pa vse do Makedonije, so imeli košarkarji priložnost tekmovati v drugačnem, zelo prijateljskem vzdušju. Odzivi so bili pozitivni. Pa lepa ideja, mislim, uvijek je lijepo kad se da šansu mladim igračima. To je lepa ideja. Vedno je lepo, ko se priložnost ponudi mladim igralcem, še posebej takrat, ko je to na nekem širšem področju, se lahko tako spoznajo igralce iz drugih držav. Glavna karakteristika športa je, da se ljudje spoznavajo, družijo in sklepajo prijateljstva. Zato je to lepa ideja za vse. I da steknu neke prijatelje, tako da mislim, da je to super, jedna ideja i jedno lijepo iskustvo za sve njih. Lani 96, letos pa kar 170 klubov. Tekmovanje je že ali v teh dneh še bo obiskalo Zagreb, Split, Osijek, Poreč, Zadar, Niš, Kragujevac, Bečej, Mladenovac, Sarajevo, Mostar, Bar, Podgorico, Bjelopolje, Skopje in še številne druge kraje. Povsem jasno je, da je želja vsakega končna zmaga, če ravno to ni ravno osnovni namen tekmovanja. Podržavamo naravno v akciju. Podpiramo takšno akcijo. Tudi v letošnji sezoni bomo skušali priti čim dlje. Upam, da bomo v naši regiji brez konkurence, nato pa gremo čim dlje. A onda dalje, nek pobjedi bolji. Zmagovalci držav so se lani na zaključnem turnirju srečali v Beogradu, kjer je celotno konkurenco pometel slovenski predstavnik. Helios Sansi so pokazali, da imajo najboljši podmladek v regiji in na koncu zasluženo postali prvi prvaki tekmovanja Basket for Kids. Obenem so imeli tudi najboljšega posameznika Jana Videta, ki so ga trenerji soglasno izbrali za najkoristnejšega posameznika tekmovanja. Sansi bodo tudi letos napadali zmago, čeprav je jasno, da bo ponoviti uspeh zelo zahtevno. Tako se je torej lani zaključil turnir Basket for Kids z velikim finalom v Beogradu. Zdaj pa je čas, da izvemo, kako so klubi razporejeni v letošnji sezoni. Na prvem regijskem turnirju 1. decembra v Idriji bodo poleg domačinov nastopili še košarkarji iz Ilirske Bistrice, košarkarji iz Sežane in košarkarji iz Ajdovščine. Naslednji dan, 2. decembra, bomo gostovali v Slovenski Bistrici, tam bodo domačini predstavniki košarkarske šole Sanija Bečiroviča. Nastopili pa bodo tudi košarkarji iz Murske Sobote, košarkarji iz Medvod in košarkarji Mariborskega Branika. Naslednji, 3. regijski turnir bo potekal 15. decembra v Vranskem. Domačini bodo Vrani, poleg njih pa bodo nastopili tudi lanskoletni prvaki košarkarji Heliosa iz Domžal, pa potem še novinci košarkarji Škofje Loke in košarkarji Kranjskega Triglava. Zadnji, 4. regijski turnir pa bo potekal 16. decembra v Črnomlju. Domačini bodo košarkarji Kolpe, poleg njih pa bodo tam nastopili še košarkarji Krškega, košarkarji Košarkarskega kluba Ljubljana in košarkarji Ljubljanskega Slovana. Seveda vsem košarkarjem želimo veliko uspehov v letošnji sezoni. Decembra vas bomo zelo budno in pridno spremljali, do takrat pa zavzeto trenirajte in uspešno. Lep pozdrav!